Rojen sem 11. septembra 1945 v Križevcih v Prekmurju. Ker sem bil od 3 otrok najmlajši, torej jaz imam še sestro in brata, sem ostal pol kar sam doma, ona dva sta toliko starejša bila, da sta šla študirati že ven. Ker je bila pa v hiši pošta od nekdaj. In moj oče je bil šef tiste pošte in tam sem jaz od papirja do časopisov do svinčnikov pa tega, to je bil začetek. No, tako, šolo sem pol delal, osnovno šolo 4 razrede v Križevcih. Pol je bila pa gimnazija v Murski Soboti. Brat je rekel čez neki cajt, da je ena umetna obrt, se reče, takrat. In sem, skratka, se dal pol vpisati v srednjo šolo, v šolo za oblikovanje je pol se imenovala. Ja, na tej šoli sem imel kar malo sreče, pravzaprav tako, ker so bili naši profesorji tam takrat pozneje bolj znani ljudje, od Pršina do Pogačnika. Kaj jaz vem, tudi Žnidaršič je nas učil risanje. Taki resni ljudje so bili bolj, ker pozneje so že z mano ali pa malo prej šli na akademijo oni tudi učiti. To šolo sem pol nekako le končal, potem sem pa rekel, da bi šel še nekam, ker bi rad samo, da je v zvezi z slikarstvom ali pa s tem. No, potem so mi povedali, da je zadeva, da je treba narediti sprejemni izpit na akademijo. In sem ga naredil, ne. Tako da sem pol začel pri Stupici, Gabrielov Stupici. Meni je pomagal veliko, ker je bil dober, pa brihten možakar. Pol se je pa začelo vse, kar se tiče življenja. Ne vem, meni je bilo prvo, da bi samo slikal in da bi dobro slikal, ne. In zdaj, glede tega, da bi šel učiti kam ali pa kaj, bi verjetno dobil, ampak sem tako spoznal tudi ženo, da je saj je ona bila v službi in sem jaz skratka slikal. Nikolaj Ber spada med tiste slovenske umetnike, ki so že sorazmerno zgodaj dočakali izid svoje likovne monografije. Šla je leta 1993 z
temeljno študijo dr. Leva Menašeja, ki je v tej besedilu zapisal dvoje opredelitev, katere lahko rečemo, da veljajo tudi danes. Zapisal je namreč, da je Nikolaj Ber goričko-luteranski umetnik in da je umetnik nasprotij. To prvo utemeljitev si seveda lahko razložimo. Rojen je bil na Goričkem in že 4 desetletja je večino njegovega slikarskega likovnega opusa posvečeno Goričkemu. Poleg tega pa pripada tudi luteranskemu kulturnemu krogu, ki je malce drugačen od prevladujočega katoliškega v Sloveniji, kar prav tako prispeva k malce bolj različnim poudarkom v njegovem slikarstvu. V enaki meri pa zanimiva tudi druga opredelitev Leva Menašeja, namreč, da je Nikolaj Ber umetnik nasprotij. Akademskemu slikarju Nikolaju Beru, za prijatelje Miki, Kranj ni nepoznano mesto. Pa tudi Kranjčani in okolišani ga poznajo, saj številna njegova dela visijo na stenah njihovih domov. Leta 2004, ko je bil v Kranju likovni bienale, je Nikolaj Ber dobil prvo prestižno nagradno Grand Prix in leto kasneje je Gorenjski muzej skupaj z njegovo matično galerijo iz Murske Sobote prav v teh prostorih mestne hiše pripravil prvo veliko razstavo. Tokratna razstava je na nek način nadaljevanje tiste izpred 17 let, le da se tokrat poudarja predvsem njegova risba, precej manj pa njegove slike. Razstavljene risbe so iz njegovega zadnjega obdobja, slike pa zajemajo njegov širši ustvarjalni opus. Vsekakor pa je tudi tokrat mogoče videti Berov prekmurski svet, v katerem ponovno razkriva predvsem svoj svet, ki ga nosi v sebi že od časov, ko je še kot otrok doma na pošti s svinčnikom risal prve črte na dragocen papir. Njegovo slikarstvo je upodabljanje njegove notranjosti, njegovega boja in razpetosti, ki je nastopila z odhodom iz rodnega Goričkega. Zato je ustvaril svoj svet, Goričko s Kikečem, čigar pokrajina ni bila prežeta s tako hitrimi spremembami kot vas, ki jo še kdaj pa kdaj obišče, ampak so v njem še vedno hiše, sadovnjaki, breze, predvsem pa njive. In če sam večkrat poudari, da je bila hoja za plugom, ko so orali po ilovniti njivi, posebno doživetje, ker je vdihaval toploto preobrnjene zemlje, je za njegove razstave značilno, da vedno dišijo po svežih oljnih barvah. In če za koga velja, potem velja to za Bera, da je treba njegove slike gledati z očmi, ne pa z rokami, razen če bi želeli s svojimi vtisi pustiti sledi v njegovem svetu. Mlad, ko sem bil še doma gor na Goričkem, sem mogel pomagati, ker sem me učil. Mama pravzaprav in oče sta bila taka, da si mogel biti priden, no, in da si neki. In če smo imeli njivo, skratka sem se mogel naučiti, kako gre to in kako se to orje, kaj se dela z njo, in to sem celo hodil za plugom, ko sem bil majhen, ker je bilo fajn po brazdi hoditi, ker je bila topla, ko je oral celo traktor. In pol sejavca, pol je bila žetev, pol je bilo mlatilnica, pa ne vem kaj še vse. Mogoče mi je ostala tista zemlja v spominu, ker je bilo
Gor na Goričkem je lahko kje, kakor imaš dobra, lepa zemlja, nekje pa je zmešana z ilovico in to je težko obdelovati tako. Je pa lepa, ne, in kadar so zorali, sem jaz užival, pa peš hodil za plugom, ker je bila topla zemlja, pa sem se še sezul, pa tako. Sprva v 70-ih letih je slikal različne motive, loteval se različnih tem, ki jih je pač povezoval v manjše cikluse, ki so trajali 2, 3 in nekaj let in so se prepletali med seboj. Slikal je recimo kopalce, invalidske vozičke, recimo slike na temo požarešnosti Saturna, korpuse križanega Kristusa na križu in pa tudi pokrajine. Leta 1989 pa je Behrt začel slikati njive. To je pravzaprav njegov najpomembnejši motiv, najbolj bistveni motiv in motiv, po katerem je tudi najbolj prepoznaven. No, zanimivo je, te Behrove njive imajo, ker smo označili Behrta za umetnika pač nasprotij ali pa dvojnosti, imajo poleg te vsebine, motiva, pač njive ali pa kmečkega dela na njivi tudi zelo zanimivo likovno vsebino. Behr se je pač ozrl po nekaterih starejših slikarjih, kot je bil Vincent van Gogh, pa predstavniki londonske šole, Ansel Keefer, pa Frank Auerbach in pa nekateri drugi, ki so slikali zelo gostimi, pastoznimi, širokimi nanosi barv in iz tega pač izpeljal eno prav res samosvojo interpretacijo slikanja z gostimi barvnimi nanosi, s potezami, ki se prepletajo. Ti nanosi Behrovi niso enobarvni, ampak meša pač barve na paleti, tako da pač v enem samem potegu s čopičem so prameni različnih barv, ki izredno spretno spleta. Skratka, to je likovna vsebina Behrovih slik, ki nam nekako omogoča, da se s pogledom sprehajamo po njihovih površin in da nas skoraj da posrkajo vase. Te poteze Behrovih njiv, polij, so pa hkrati nanešene v takem svojevrstnem, ritmičnem, vrtinčastem vzorcu, ki ponazarja recimo površino zorane njive ali pa če gre za žitno polje, lahko je tudi poplavljena njiva. Skratka, spretno slikanje sodobnimi veliko likovnimi pristopi, ni pa samo sebi namen. Behrove slike so pravzaprav neka prispodoba človekovega bivanja na zemlji. Zemlja, njive so seveda obdelane z človekovim trudom, recimo, človek je odvisen od zemlje, vedno se pač nahaja v njegovi bližini, skratka, dokler je na zemlji, potem, ko ga ni več, pa gre pod zemljo. To je neka, bi rekel, simbolika, arhaična simbolika Behrovega slikarstva. Jaz sem pač protestant, in enostavno imajo tam neki občin je takih, da so, moja sestra se je celo poročila z protestantskim duhovnikom. In pol so ugotovili, da bojo pač delali marsikaj takega, kar bi tudi mene rabili, med drugim tudi
protestantski koledar in jaz sem za vsak let mogel platnice narediti ali pa tudi noter kaj narisati za take stvari in to še danes delam. Ko sem končal akademijo, sem bil pravzaprav gor v Prekmurju. Potem mislim, da je bilo zelo hitro že po tistem. Je en moj kolega bil v koloniji tukaj na Izlakah. To je bil Zdenko Huzjan, ki je iz Lendave in sva se kdaj pa kdaj videla, ne. In enkrat mi je rekel, da moram priti sem v kolonijo na Izlake, ker je pač ena ta boljših in tudi najstarejša, ja. No, in tle sem pol bil na Izlakah v hotelu in tam smo tudi slikali, čeprav je v Zagorje pa Izlake to bilo skupaj. Tle sem tudi spoznal ženo in ona je študirala umetnostno pa angleščino, tako da je bila nekaj zraven pri koloniji tudi sodelovala. No, in potem se meni tako naredili, da je tista kolonija tako daleč šla, da sem jaz tle ostal. In pol so rabili tudi enega za kolonijo, da bi jo vodil, umetniški vodja ali kako se že. In to sem jaz pol ratal in sem to kolonijo dolg časa vodil umetniško, no. In zbiral ljudi in tako. To je pa kolonija, ki je kar dolgo trajala, 10 dni je bilo, tako da sem mogel malo biti zraven pri teh zadevah, da smo zbrali ta prave, včasih tudi zelo dobre, pa tudi iz tujine so pa že prihajali. Ber je krajinar in figuralik oziroma figuralik in krajinar, odvisno z katerega zornega kota gledamo na njegovo slikarstvo. Namreč med njegovimi zelo uspelimi slikarskimi ciklusi so bili tudi tisti, ki imajo izključno, bi rekel, izrazito figuralni značaj, recimo skupina ali pa serija portretov oziroma glav, pri katerih ga seveda ni toliko zanimala realistična podobnost, ki je seveda delno ohranjena, pač pa ga je bolj zanimalo, kako predstaviti recimo notranji duhovni portret nekega upodobljenca. Med temi glavami so pač se vrstijo slikarjevi znanci, prijatelji, pa tudi različni Goričanci oziroma prebivalci Goričkega, pa rudarji, skratka ljudje, katere je Nikolaj Ber pač srečeval na svoji življenjski poti. Enako zanimiv je bil tudi Berov ciklus jedcev, ta ima izrazito ekspresiven značaj, ampak Nikolaj Ber je pravzaprav slikar veliko zelo intimnega ustvarjalnega nazora. Na svojih figuralnih motivih pravzaprav upodablja predvsem ljudi, ki jih je srečal, dogodke, katerim je bil priča, pač bi rekel, zanimive utrinke. Povedati je tudi treba, da je Nikolaj Ber ni samo slikar, ampak se kontinuirano vsak dan zelo intenzivno ukvarja tudi z risbo, ki je v manjšem izboru tudi na ogled na naši pregledni razstavi, kar je pa malce posebnost, ker do sedaj se Ber ni toliko predstavljal z deli izključno risarskega
značaja. Večina, Berovih del iz zadnjih let ima pravzaprav v sebi zelo močen značaj risbe, čeprav gre seveda tudi za dela večjega formata in pa dopolnjena z slikarskimi intervencijami. Pomembno je, da na teh svojih risbah upodablja svoje rodno Goričko, pa da so te risbe figuralne, kot sem že rekel, pravzaprav prizori iz slikarjevega življenja, iz njegove življenjske resničnosti, skratka predstavlja nam pravzaprav samega sebe. Moje risbe povejo pravzaprav tisto, kar sem jaz pol slikal tudi. Ker enostavno jaz sem se navadil, da sem na hiter, če sem tudi kje hodil, sem imel s sabo kak zvešček, pa svinčnik, pa ne vem, ko sem zmeraj naredil, tako da si nisem zmišljeval veliko zadev. Tudi portrete, pa to sem kdaj kakih posebnežev pa to naredil, ki je v oštariji ali pa ne vem koga, in potem sem to doma še poskušal parkrat prenesti na platno in risba mi je osnovna. To je, zmeraj sem jo nosil kot abecedo. To brez risbe jaz nisem mogel nič. Čeprav imam zelo rad slikarstvo, ampak mora biti neka, kakor če pišeš, moraš malo od abecede vedeti in sem skratka z risbo se najprej sem naredil risbo od vsega. Tudi skice mi veliko pomenijo, ker nočem kdaj kaj delati tako zelo, saj mogoče je kdaj kaj takega, da naredim tudi na pamet ali pa kaj, ampak osnovna zadeva je le, da iz realnega sveta prenesem nekaj. In to je dobro, da je risba najprej. Razstavo Nikolaja Bera smo zasnovali kot svojevrsten sprehod skozi slikarjevo življenjsko pot od 70-ih let, dalje pa do danes. Zaključi se pravzaprav v temle, v srednjem galerijskem prostoru Mestne hiše z novejšimi Berovimi deli, ki so seveda spet drugačna, kot so bila recimo slike izpred nekaj let. Tukaj se Ber začel mečkeno približevati recimo abstraktnemu slikarstvu, Jacksonu Pollocku, ampak še vedno ohranja dovolj motivov, da vemo, da se nahajamo v njemu ljubemu Kikeču na Goričkem, skratka med motivi, ki jih Nikolaj Ber neguje že 4 desetletja. Še vedno je tukaj, bi rekel, njegov svojevrsten odnos, sposobnost, recimo, da nek realistični motiv spremeni v simbolno projekcijo. Na drugi strani pa so seveda poleg teh slik, ki se že približujejo abstrakciji, tudi izredno pretanjene risbe, črno-bele risbe. Kratka, če se sprehodimo po tej naši razstavi, ki je glede na umetnikov res ogromen opus, res veliko strog izbor, pač majhen, veliko delček vsega, kar je naslikal, lahko res ugotovimo, da je Nikolaj Ber mojster, veliki mojster recimo slikarske poteze, veliki mojster recimo uporabe barve v izrazne vsebinske namene. To bi lahko rekli eden od redkih slikarjev, ki si pač zaslužijo, da jih imenujemo slikarji z veliko začetnico.